Na prvih 3 slovenskih relih smo skupno videli kar 3 različne zmagovalce dirk. Italijan Laurenčič v Vipavski dolini, Rok Turk v Velenju in Avstrijec Simon Wagner v Železnikih. Ali se bo to spremenilo na 4. dirki državnega prvenstva, pa je vprašanje, katerega odgovor čakamo na prvem reliju Dolina zelenega zlata. Lep športni pozdrav ljubiteljice in ljubitelji relija. Ponovno v novi reportaži Autoportreta.si. Nahajamo se v Žalcu pred začetkom večernega superspeciala, kamor se bodo prvič v zgodovini podali reli dirkalniki. A preden se ogledamo razplet te premierne preizkušnje, se osvežimo dogajanje pred poletnim premorom. Ta je bil tako kot lani dolg skoraj 2 meseca. Sezona se je začela konec aprila v Ajdovščini, kjer smo že takoj videli, da bomo to leto spremljali napete boje. To se je še bolj izkazalo z resnično po odstopu Roka Turka, ki je torej sezono začel v podrejenem položaju. Marko Grossi je po Vipavski dolini prvič v karieri prevzel vodstvo točkovanja. Na naslednji dirki v Velenju je Idrijčan vzel stvari v svoje roke. Zmago je namreč slavil za več kot minuto. V Sevški dolini začetek julija smo videli dvoboj med slovenskim in avstrijskim državnim prvakom, ki ga je dobil slednji za 45 sekund. Turk je odnesel domov 30 točk, a je po 3 dirkah še vedno na vrhu lestvice Portorožan, ki pa ima zelo realen pogled na vodstvo 18 točk. Zadnja dirka bo, če bo vse šlo po mojem planih ali pa rokovih, bo lahko odločalo, tako da tega vodstva se lih preveč ne veselim, ker je to še vse odprto in dok ne zapelješ čez zadnjo ciljno rampo na reliju v Idriji, je vse zastonj komentirati ali pa napovedovati. V diviziji 2 med dirkalniki s pogonom na prednji par koles ima vse možne točke Mark Škulj. Se pa je v Železnikih prekinil njegov niz zmag na vseh hitrostnih preizkušnjah. Jan Medved je tam dobil 2 brzinca. Prav tako je na vseh 3 dirkah zmagal v diviziji 3 slavil Vase Miklavčič, ki krepko vodi pred Robertom Anželakom. V prvi diviziji je vodilni Domen Slejko s 84 točkami. Martin Čendak je namreč z ogromno prednostjo zmagal v Železnikih. 9 hitrostnih preizkušenj je čakalo posadke v skupni dolžini skoraj 80 km. Za prvo izvedbo relija je bila številka 47 prijavljenih posadk kar zavidljiva. Tudi napoved dirke je bila strani dirkačev zelo obetavna. Ja, reli je zelo zanimiva trasa. Sicer podlaga se mi zdi dosti podobna nekaterim hitrostnim preizkušnjam relija Velenje, bo pa definitivno zelo hiter vse skupaj, tudi zelo hitri popeskani deli bojo, kar bolj redko peljamo. Organizatorji so si dovolili pustiti, bom rekel, ta prestni čar relija, se pravi, čim manj ovinkov zapret, se pravi so pustili odprte, tako da se jih lahko seka. Asfalt moram reči, da je kar drseč, kar gladek, dosti tak smut, ampak sem kar dosti luken, pa ja, veliko peska. Je pa res, da se pač iz ovinka v ovink spreminja. Mi v bistvu vozimo večinoma samo pisto okoli Cigelj, če lahko tako rečem, in to je mislim, da je en ta prav reli in mislim, da bi si vsi želeli čim več takih relijev, tako organiziranih in odprtih, za pač bi rekli realistično krasno. Zdaj pa je že čas, da začnemo z dogajanjem v Žalcu. Kot je v navadi na večernih superspecialih, je bil štartni vrstni red posadk obrnjen. Prva sta na ulice Žalca krenila Andrej Mrak in Jani Drnovšček. Kmalu zatem so na prvo preizkušnjo krenili dirkači divizije 1. Hrvat Vjekoslav Čičko je najbližji zasledovalec vodilnega v prvenstvu Domna Slejka, s klijem razreda Reli 5 je dosegel 3. čas na superspecialu. Dobro se je odrezal Matjaž Vogrič v MG-u, 3. železnikov, sovoznico Matejko Žbogar sta postavila 2. čas. Za kar 4 sekunde pa je Nejc Mrak pokazal, kako se stvari streže. Končno smo po Novi Gorici lani spet lahko videli prvaka divizije 1 leta 2021. V 3. diviziji si je 3. čas brzinca po Žalcu privozil Vase Miklavčič, a je kazen minute zaradi prehitrega vstopa časovno kontrolo pomenila, da se bo moral vodilni v točkovanju pošteno potruditi tekom relija. Drugi v tej skupini železnikov je bil drugi tudi na tem superspecialu. To je Domen Mihevc v Clio RS, ki vozi svojo 3. sezono v Sloveniji.
Najhitrejši pa je bil Robert Kresnik za sekundo in 2 desetinki. Po 2 odstopih in enem drugem mestu je bil to odličen začetek za domačina. Sledili so najhitrejši dirkalniki s pogonom na en par koles. Mitja Glasenčnik, ki v letošnji sezoni nima sreče, kot smo to že pravili v prejšnjih reportažah, je postavil 3. čas superspeciala. Za njim sta na progo krenila Jan Medved in Mark Škulj. Boljši je bil slednji za kar 8 sekund in 6 desetink. Njegov čas je bil boljši celo od številnih posadk v močnejših avtomobilih. Dovolj pa je bil za skupno 3. mesto na hitrostni preizkušnji. Hitrejša sta bila pričakovano le Rok Turk in Marko Grossi. Tokrat je odlično odpeljal prav vodilni dirkač te sezone, pa čeprav le za 2 desetinki. Prvič se je zgodilo, da je Grossi v neposrednem boju premagal 6-kratnega državnega prvaka. Po superspecialu je sledil kratek servis, v katerem so mehaniki Grossija imeli kar nekaj dela. Manjši požar na izpušni cevi je namreč povzročil nekaj škode, a nič nepopravljivega. Naslednji dan je posadke najprej čakal dopoldanski del, 2krat po 2 različni hitrostni preizkušnji, Polzela in Braslovče. Štartni vrstni red je bil klasičen, po štartnih številkah. Rok Turk in Blanka Kacin sta na cesto proti Polzeli krenila kot 3., a ga končala z najboljšim časom. Dobrih 8 sekund je znašal zaostanek Grossija in Berlotove, kar je pomenilo spremembo pozicij na vrhu. Identičen čas pa sta postavila posadki Pelhan Čar in Škulj Šumer. Mladi Ižan je še vedno držal 3. mesto na rejlju, a samo za 3 sekunde pred Boštanom Logarjem, ki se je vrnil v Železnikih po krajšem premoru. Železniki je bila letos moja prva dirka, majčkeno drugačen avto kot lansko dirko. Ja, končala sva na 3. mestu v državnem prvenstvu in pač takrat skupno 4. Mal dolga pauza je bila po lanski, bom rekel, Soča sva nazadnje peljala, ampak tako je. Spomini na Železniki so lepi, seveda je bilo to tudi v domačih krajih se je dogajalo. Sledila je hitrostna preizkušnja s ciljem v bližini Braslovč. Ta je bila manj zaostrena kot prejšnja, kar se sekanja ovinkov tiče. Zaradi krajše dolžine pa so bile razlike manjše. Turk je bil le sekundo in desetinko pred Grossijem. Škulj si je po vsega 3 brzincih nabral prednost že skoraj pol minute pred Janom Medvedom in Izodorjem Šavlem v Oplu Corsi Rally 4. Glasenčnik se je še vedno držal na 3. mestu, a Simon Mlinar ni bil daleč od mest, ki prinašajo stopničke. Pred drugim prehodom Happy Polzela je prednost vodilnega Roka Turka znašala slabih 10 sekund. A posadko v Hyundaiu je doletela nesreča, najprej vrtenje, nato pa še prazna guma, s katere sta odpeljala preostanek preizkušnje. Na njuno srečo izguba časa ni bila prevelika. Marko Grossi in Tara Berlot sta ponovno prevzela vodstvo, a samo za 5,3 sekunde. Videli pa smo odstop posadke v C3 in C2, Samo Orek in Blaž Selan. Preizkušnja ni bila odpovedana, so pa po podatkih strani EVRC vse posadke, ki so štartale za to posadko, dobile nominiran čas. Ob 11:30 je bil na vrsti še zadnji prehod Happy Braslovče. Jasno je bilo, da bomo spremljali odličen boj za 3. mesto na dirki. Če je na prejšnjem brzincu Logar odvzel to pozicijo Škulju, jo je na 5. preizkušnji Mark dobil nazaj. Tudi Darko Pelhan ni bil daleč od vsega tega dogajanja, le dobri 2 sekundi zadaj. Omenimo še ostala dirkača v dirkalnikih razreda Rally 2. Mitja Klemenčič se je po dopoldanskem delu rallija držal na 6. poziciji, 11 sekund od stopničk. Aleš Zrinski pa je po preluknjeni gumi izgubil nekaj časa, a je še vedno na 7. mestu. Jan Medved in Mitja Glasenčnik sta bila še vedno na 2. in 3. poziciji divizije 2. Malo večjim spremembam smo bili priča v diviziji 1. Tekom dopodneva je Nejc Mrak zacementiral svoje vodstvo, ki je znašalo 44 sekund pred Vekoslavom Čičkom. Prav na 5. preizkušnji je Jan Mrevle, ki je imel težave na petku in superspecialu, le uspel prehiteti Matjaža Vogriča za 3. mesto. V diviziji 3 nismo videli nobenih sprememb na vrhu. Robert Kresnik in Nives Sotič sta bila še vedno v vodstvu, 11,4 sekunde pred posadko Domen Mihevc, David Žakelj. Po malo daljšem premoru za kosilo in servisu se je krog hitrostnih preizkušenj zamenjal. Na sporedu sta bila brzinca Liboje in Galicija. Turk je hitro nadaljeval pohod proti prvemu mestu, ki mu je na prvem prehodu Liboj tudi uspel. Ponovno je prevzel vodstvo dirke. Prav tako je Darko Pelhan napredoval na 4. mesto in že pogledoval proti 3. stopničkam sezone.
Reli pa se je na zapletenem ovinku predčasno končal za 6. posadko divizije 2 do trenutka nesreče, ki sta jo trpela Mark Žgavec in Urban Troha, brez hujših posledic. Hitrostna preizkušnja Galicija, ki je sledila, je bila najdaljša na dirki. Njena posebnost je bila ta, da so dirkači odpeljali 2 kroga. To ni pomagalo 4. v diviziji 1 Matjažu Vogriču, ki je utrpel težave menjalnika. 4. mesto je prevzel Aljaž Rovan. Prav tako smo videli odstop Grega Kravosa v atraktivni seriji Cosworth s tehničnimi težavami takoj po štartu. Še 2 brzinca sta sledila. Na Libojah je Rok Turk le še povečal prednost, ki je zdaj bila že v dvomestnih številkah, kar se sekund tiče. Marko Grossi je brez morebitnih presenečenj lahko upal na 2. mesto. Medtem se je bitka za zadnje mesto na stopničkah malo umirila. Mark Škulj je namreč pospešil in si že pridobil 21 sekund naskoka. Njegova prednost v 2. diviziji pa se je že bližala 2 minutam. Jan Medved je varno držal 2. mesto pred Glasenčnikom in Pistotnikom. Zadnjih 12 dirkaških kilometrov ni poskrbelo za večje spremembe. Zato kar začnimo s končnimi rezultati prvega relija Dolina zelenega zlata. Najprej z divizijo 3. Tretja uvrščena na koncu Jaka Valant in Marko Stopar sta odlično odpeljala zadnji krog preizkušenj, a do 2. mesta je zmanjkalo le 70 ink. Tega sta skozi celotno dirko držala Domen Mihevc in David Žakelj. Domen je tako ponovil uspeh železnikov še z drugim sovoznikom. Zmaga je torej pripadla mlademu domačinu Robertu Kresniku. Za Roberta in sovoznico Nives Cotič je to 2. zmaga v tej diviziji. Prva sta osvojila lani v Idriji. Reli je potekal zelo tekoče, brez kakih napak, bilo veliko peska, sekanja, borbe so bile fajne z Mihevcem, tako da brez posebnosti. Vsega 5 posadk je zaključila z dirko. Še Vasja Miklavčič in Tomaž Šuligoj sta bila uvrščena. Robert Anželak je bil diskvalificiran. V točkovanju še vedno prepričljivo vodi Miklavčič, boj za 2. mesto pa še zlasti ni odločen. Šuligoja, Kresnika in Mihevca loči 10 točk. Nadaljujemo z divizijo 1 državnega prvenstva. Jamrovlje in Franko Komel sta Hondo Civic uspešno pripeljala na 3. pozicijo. Ves čas sta se nevarno bližala drugovrščeni posadki Vjekoslav Čičko in Evgen Kokolič, a je na koncu zmanjkalo 7 sekund. Brez kakršnih koli težav pa sta skozi ciljno rampo kot prva pripeljala Nejc Mrak in Darko Vončina z več kot 2 minutama prednosti. Nejc po končani dirki ni skrival zadovoljstva. Z Darkotom se vrnila tukaj na dirko po skoren molitu, po tistem krešu v Harecke Sahamila. Odločila se, da greva ta dirka pelet, ki je ni nova, da vidimo še nekaj novega. Mislim, da pričakujem, da se bo lahko borila tukaj za najvišje mesta, tako da sem ful zadovoljen, da po tukaj dolgem cajtu, da lahko še konkurirava. Od 14 posadk na štartu jih je 9 zaključilo z dirko. Rowan in Podlipnik zaključujeta najboljšo peterico, Denis Dekleva na 6. mestu pa se lahko veseli zmage v Jugopokalu. Domen Slejko kljub odsotnosti še vedno vodi v točkovanju, a se je prej nastopila na vsega 3 točke. Sledijo Rowan, Bratuš in Podlipnik, a že z malo večjim zaostankom. Druga divizija tokrat ni ponudila neposrednih bojev za najvišje pozicije. Miti Glasenčniku in Mateju Pistotniku je le uspelo zaključiti njun prvi rally sezone. Razveselila sta se stopničk in 3. mesta. Jan Medved in Izidor Šavel sta suvereno držala 2. mesto skozi celotno dirko in tako ponovila uspeh železnikov. Neustavljiva pa sta Mark Škulj in Pia Šumer. Skoraj 2 minuti naskoka je njuna druga največja prednost sezone. Z večjo razliko sta namreč zmago osvojila v Vipavski dolini. Mark pa ne skriva občutkov, da je bil ta rally kar težak. Ja, moram reči, da sva kar skozi celotno dirko kar dobro pritiskala, kar se tudi vidi na časih, na samih brzincih. Za nami je kar težak rally vseeno, kljub temu, da je malo krajši, ampak ja, težki brzinci, veliko peska, pa kar drseč asfalt. Končni rezultati divizije 2 izgledajo takole. 7 posadk od 12 zaključuje rally, poleg najhitrejše trojice so to še Kaos, Mlinar, Savič in Koritnik.
Kljub vsem možnim točkam prednost Škulja ni tako visoka. 38 točk lahko Medved ob morebitnih težavah vodilnega hitro nadoknadi. Tudi Ambrož Kaus je zelo konsistenten in je na poti, da na koncu sezone osvoji visoko pozicijo. Čas je za končno razvrstitev dirke. Mark Škulj in Pia Šumer sta na koncu zadržala 3. mesto. Marko Gros in Tara Berlot sta tretjič v sezoni osvojila 2. pozicijo v konkurenci državnega prvenstva, a tokrat s krepko najmanjšim zaostankom do zmagovalcev. To sta bila tudi tretjič v sezoni Rok Turk in Blanka Kacin. Turk je na zadnjem brzincu nepravilno odpeljal šikano, zato je končna prednost 19 sekund namesto 24. 80 sladkih kilometrov, ampak ja, so nam pa kar dali misliti, tako da v bistvu dirka je bila kar težka, bilo je dosti vročine, trebalo je biti zbran, pripravljen, tako da je lepa dirka, pohvala organizatorjem, res naredili so izjemno delo, odreagirali na vse situacije med dirko, da je dirka potekala nemoteno in v bistvu res lahko nem sam čestitam za tako izvedbo in za tako srčnost in upam, da bo to šlo iz leta v leto in da se bomo večkrat srečali na tej dirki. Seveda, dirka je bila težka, teh 80 km nikakor ni bilo lahkih, ampak samo tako, da napadam Roka, lahko napredujem in mislim, da so danes časi pokazali, da gremo v pravo smer. Dobro sem se počutil, nisem imel nobene panike, da bi rekel, in na koncu tudi pritegne to en tak rezultat. No. Boštjan Logar je na zadnji hitrostni preizkušnji prehitel Peljhana za 4. mesto. Klemenčič in Zrinski pa sta stala na 6. ter 7. poziciji. Reli je zaključilo 34 posadk. Razlika na vrhu točkovanja se topi, a še vedno znaša 12 točk v prid Marku Grosiju. Zelo zanimiv boj se obeta na naslednjih dirkah tudi za 3. mesto med Peljhanom in Škuljem. Za nami je torej odličen krst novega slovenskega relija, ki ga je dobil nihče drug kot aktualni prvak Rok Turk. Upamo, da je to bil povod še za kakšno dirko na naših tleh. Naslednja dirka pa ima malo več zgodovine. Na sporedu je že ta vikend gorsko-hitrostna dirka Ilirska Bistrica, ki šteje tudi za evropsko prvenstvo v gorsko-hitrostnem avtomobilizmu. Zato se jo le splača ogledati ali v živo, ali na kanalih in socialnih omrežjih autoportreta.si. Hvala za ogled in se gledamo prihodnjič!